petletnem zamiku v teh razmerah nam je uspelo organizirati tole 26. lokostrelsko tekmovanje v Ankaranu, ki je tudi istočasno prvenstvo Slovenske vojske v lokostrelskem tekmovanju. Da ne dolgovezim, dobrodošli še enkrat vsi in pozdravljam vse vas, kot sem omenil, in pa današnjega gosta, podpredsednika Zveze slovenskih častnikov, Tomaža Lavtižarja, ki bo tudi na koncu par besed spregovoril in pa podelil priznanje Zveze častnikov. Kar se tiče pa Slovenske vojske, pa bo podelil njihovi nadrejeni. Lep pozdrav vsem prisotnim tudi z moje strani. V imenu Lokostrelskega kluba Ankaran vam dajem dobrodošlico v Ankaranu. Pozdrav še z moje strani. Kot veste, vedno na začetku povemo še nekaj navodil. Glavni faktor, na katerega je treba paziti na vseh teh naših tekmovanjih, na vseh lokostrelskih tekmovanjih, na tem pa še posebej je pač varnost. Najprej bomo začeli podeljevati ekipna mesta na ZSČ-ja, na odprtem lokostrelskem tekmovanju. In sicer tako, imamo četrto in tretje mesto, ki imata enake rezultate, vendar so me upozorili, da se upoštevajo šestice in petice. Tako da je tretje mesto osvojila ekipa OZSČ Šentjur 1 in prosimo, da tekmovalce, da pridejo po medalje. Podeljuje tretje mesto pa predsednik Občinske zveze slovenskih častnikov Koper, Starc Bojan. Hvala lepa. Drugo mesto je zasedla ekipa OZSČ Koper 1. Za drugo mesto podeljuje vojaški uslužbenec Princ Igor. Prvo mesto je osvojila ekipa OZSČ Dravograd 1. Pokal podeljuje podpredsednik Zveze slovenskih častnikov Lavtižar Tomaž. Vidno, da bo poznal, sta ti dva napisal, ne? Stitam. ZSČ je osvojil Fink Denis, OZSČ Koper 1. Podeljuje predsednik OZSČ Koper, Starc Bojan. Drugo mesto je osvojil Luštrek Robert, OZSČ Koper 2. Podeljuje vojaški službenec Princ Igor. In prvo mesto je osvojil zavodnik Marjan, OZSČ Dravograd 1. Podeljuje podpredsednik ZSČ Lavtižar Tomaž. Čestitam.
Prvi ekipi pripada tudi prehodni pokal, ki ga bo podeljeval podpredsednik ZSČ, gospod Lavtežar Tomaž. Prva ekipa naprej. Druga ekipa je VC, vojaški center, verjetno. To so Sulkanović Franko in Lerin Drevenšek Mojca. Podeljuje pa podpredsednik ZSČ Lavtežar Tomaž. Prvo mesto je pa ekipa v sestavi Bizjak David, Pisnik Tomaž iz 157. logističnega polka. Podeljuje vojaški uslužbenec Primc Igor. Sledi še podelitev posamičnih rezultatov. Prvo posamično Slovenske vojske ženske. In sicer drugo mesto. Lerin Drevenšek Suzana iz 132. gorskega polka podeljuje podpredsednik Tomaž Lavtežar. Prvo mesto. Lerin Drevenšek Mojca podeljuje vojaški uslužbenec Primc Igor. Sedaj pa še posamični rezultati moški Slovenske vojske. Tretje mesto. Pisnik Tomaž, 157. logistični polk, podeljuje predsednik OZSČ Koper Starc Bojan. Drugo mesto. Črednik Urban, 20. pehotni polk, podeljuje podpredsednik ZSČ Lavtežar Tomaž. In prvo mesto Štampek Božidar, 107. leba, podeljuje vojaški uslužbenec Primc Igor. Največ seveda gre zahvala tekmovalcem, ki ste si vzeli čas in korajžo, da ste prišli v ta lep konc Slovenije in sicer tudi v to eno najlepših vojašnic Slovenske vojske tu v Ankaranu. Seveda brez vojske ne gre in tudi njim zahvala za krej, ki so ga dali na voljo in ki smo ga danes z veseljem uživali. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, ampak to se ne bom zahvalil. Zahvalil bi se pa tudi območnemu združenju Zveze slovenskih častnikov Koper, ki je s svojimi člani pripravilo tako lepo tekmovanje. Jaz sem na tem tekmovanju tukaj prvič. Slišal sem, da ste bili na Debelem rtiču, vendar pa verjamem, da vam je bilo tukaj všeč in da boste naslednja leta, če bo le na voljo, ta prostor z veseljem vračali. V tem priložnosti bi rad sam še povedal eno informacijo iz območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Koper. Sodeluje tudi član v mednarodnem organizaciji Zveze počastnikov rezervne sestave CISR, na katerega bomo šli v oktobru
in seveda z vojaki slovenske vojske in sicer dvemi ekipami, moško in žensko, v Švico, v kraj Thun.